Hej, živjo! Danes bom pokazala, kako se naredi letak v Canvi. To je super pripomoček za vse tiste, ki nismo bili grafični oblikovalci. Jaz ravnokar pripravljam svoje letake za decembrske dni. Tako da tukajle spreminjamo besede. Že na začetku si lahko sami izberemo, kaj želimo delati. To se pravi ustvari izdelek in lahko delamo objavo na Instagramu, objavo na Facebooku, plakat, naslovnice za Facebook, logotip, letak, kartico, vse, kar si želimo. Nekaj si izberemo in potem se odpre novo okno, tako kot se meni. Za ozadje sem že dala neko slikico, ki sem si jo predtem naložila. Tukaj imam vse moje slike. Če pa nima svoje slike, seveda je ne rabiš, greš pa tukaj v elemente in si lahko poiščeš, kaj si želiš. Recimo, v angleščini se iščejo stvari in ti on pokaže vse, kar je na voljo. Nekaj stvari je brezplačnih, to se pravi, tole lahko uporabimo brezplačno, drugače pa ena slikca $1. Ali si pa, kot sem že prej rekla, sam naložiš. Jaz uporabljam zdaj že novejšo verzijo, odvisno je zdaj seveda od kdaj to gledate. Jaz mislim, da sem zdaj v tej testni skupini, ko imam že to novo verzijo. Drugače zelo podobno, zdaj so sam združili veliko stvari, je takole skupaj, a ne. Drugače v stari verziji pa vse na strani. Ok, lahko si pa naložiš stvari in potem si jih tukaj dodajaš, preprosto, ne, čisto da zadaj in se ti spremeni. Celo ta je celo lepša, tako da bom kar zdaj recimo tole pustila. In potem za besede, zdaj spet lahko si daš različne elemente, različne okvirje. Za besede si lahko tukaj dodajaš, če želiš samo neko vrstico, lahko pa v tej isti obliki, kot je že tukaj napisano, si pač klikneš in si preneseš. Potem za slikce, jaz sem si dala tole mrežo, elementi sem šla in tole mrežo, to drugo. Zato, da lahko zdaj sem dodala tukaj noter slikce. Ampak zdaj recimo ne želim več imeti laka za nohte, ampak imamo na voljo, to so moje že naložene slike, a ne? Drugače pa čisto preprosto, tukaj klikneš naloži sliko, tukaj izbereš sliko in jo dodaš. Zdaj bom dodala maskare, takole v okvir, lahko tudi dvakrat kliknemo gor, si tudi velikost zbiramo. Ok, tukaj bom dala končano in potem zraven damo še, lahko tole zbrišem, še ampulce v to mrežo. Če ne dam mreže, potem slika stoji tam, kaj je, drugače pa mi tako jo lepo razporedi. Ceno isto. Najprej sem tale tag dodala, tako da sem ga našla tukajle. V oblikah, kliknila sem vse in tukaj sem iskala in sem našla tole. Sem dodala, sem potem tukaj pobarvala. Tukaj, če klikneš, si lahko zbereš svoje barve. Naša barva je pinki, tako da to. Potem sem tale pin dodala spet iz moje mape, ki sem si to enkrat pač že prej naložila in sem sam dala zraven. In pa ceno, za ceno, da jo lahko pišem, sem pa dala besedilo, dodaj besedilno polje, zarotirala in takole napisala. In potem čisto preprosto, tole lahko še poimenujemo paket 3 in preneseš kot JPG, v JPG obliki, prenesi in potem imamo že narejeno. Tako da Canvo res priporočam vsem, ker je zelo lahko za uporabo. Katero je lepše? Tole je bolj Christmassy, a ne? Tole je malo bolj clean. Ne vem. Kar se tiče, recimo, če bi delali Facebook oglas, definitivno se potem priporoča, da probaš obe fotografiji in vidiš, katera bolj dela. Tako.
Evo, če imate še kakršnokoli vprašanje, mi seveda lahko pišete in bom rada volja vam pomagala. Pa se vidimo naslednjič. Čau!